Jaz sem vesela, da je tole predavanje ravno na današnji dan. Sicer smo za en dan zamudili, ampak če bi bilo, včeraj bi še ujeli svetovni teden ozaveščanja o homeopatiji. To je teden, ko po celem svetu pač potekajo razna predavanja, dogodki in tako naprej. Mi malo zamujamo, ampak nič od ga. Sicer pa je ta teden od 10. do 16. aprila izbran zato, ker je bil 10. aprila leta 1775 rojen Samuel Hahnemann. On je začetnik homeopatije, torej on je začel najprej delati kot zdravnik v Nemčiji. Zaradi nezadovoljstva s tedanjo uradno medicino se je potem vmes odločil, da sploh ne bo se več ukvarjal z medicino. Potem pa je v bistvu po naključju pravzaprav srečal se je namreč s kininom in malarijo in je ugotovil, da v bistvu ljudje, ki so zdravi in vzamejo kinin, dobijo iste simptome kot ljudje, ki zbolijo za malarijo, in je potem na osnovi tega začel pač razvijati to svojo metodo zdravljenja, ki jo je poimenoval homeopatija, za razliko od alopatije. Leta 1810 je izdal svojo prvo knjigo Organon in v tej knjigi je pravzaprav razložil temelje homeopatije in jo pač predstavil. No, zdaj pa, če se vrnemo malo v Slovenijo, leta 2011 je bila tiskovna konferenca, ki je bila povezana z, kaj bi rekla, s tem, da so bile takrat menda prvič pri nas v lekarnah v prodaji lahko homeopatska zdravila. No, kot bomo kasneje videli, to ni res. Na ta isti tiskovni konferenci je bilo predstavnici Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke tudi zastavljeno vprašanje, zakaj je bil ta proces registracije homeopatskih zdravil v Sloveniji tako grozovito dolg, ne mislim, da je trajal več let. In je ona mirno odgovorila, da to pa zato, ker v Sloveniji homeopatija nima tradicije. No, in jaz tam bom z današnjim predavanjem ovrgla obe trditvi, skratka, da ni bilo leto 11 tisto, ko so bila homeopatska zdravila prvič v naših lekarnah in da ima homeopatija pri nas pravzaprav zelo dolgo tradicijo. O tradiciji homeopatije pri nas pričajo številni viri. Tukajle recimo je primer publikacije iz leta 1833 in avtor v tej publikaciji govori med drugim tudi o stanju homeopatije na Kranjskem leta 1832. Potem recimo en tak zelo pomemben vir je zvezek pacientov baronice Vambold, ki ga hranijo v arhivu Slovenije. Ona si je v ta zvezek zelo skrbno zapisovala vse obiske svojih, rečemo temu, pacientov, čeprav morda to ni čist pravi termin, no, z vsemi podatki, kdaj so prišli k njej, kakšne težave so imeli, katera zdravila jim je predpisala. Skratka, to je primer enega tazga arhivskega vira, ki govori o prisotnosti homeopatije pri nas. Potem so pri nas še vedno ohranjeni homeopatski priročniki. Jaz sem bila, se ne vem več, pred precej leti, pa ne vem več koliko, v frančiškanskem samostanu Novo mesto in takrat mi je tedanji brat, ki je bil zadolžen za knjižnico, pater Felicijan, zelo prijazno na vrt nosil, kar, ne bom rekla, gore knjig, ampak veliko knjig, ki jih oni hranijo v njihovi knjižnici in gre za homeopatske priročnike. No, potem so pa tudi še vedno najdemo tu pa tam ohranjene homeopatske lekarne, homeopatov, ki so pač delovali na območju današnje Slovenije in pa obstajajo tudi še nekatere zapuščine, eno takih, na primer, hrani Narodni muzej Slovenije. Skratka, tudi v zapuščinah nekaterih teh tudi zapuščine teh homeopatov pač pričajo o prisotnosti homeopatije pri nas. Pri mojem raziskovanju homeopatije so bili pa zelo pomembni tudi stari časopisni viri.
ta D-lip recimo mi je bil tukaj zelo v pomoč, ker tam dosti hitro lahko najdeš vse zapise, ki so bili povezani s homeopati, s homeopatijo. Zdaj, kdo se je na območju današnje Slovenije do druge svetovne vojne ukvarjal s homeopatijo? To so bili po eni strani kirurgi in zdravniki, teh ni bilo zelo veliko, ampak nekaj pa jih je bilo. Zelo veliko je bilo laičnih homeopatov. Največ laičnih homeopatov je bilo iz vrst duhovnikov, potem so bili pa tudi iz vrst plemstva, pa tudi še iz nekaterih drugih socialnih slojev. Zdaj, koga so zdravili te homeopati? Večinoma so zdravili ljudi, bilo pa je tudi nekaj homeopatov, ki so zdravili tudi živali in v tem obdobju pred drugo svetovno vojno je šlo predvsem za zdravljenje domačih živali, ne za kužke, mucke, kar danes tudi delajo veterinari, ne homeopatski, takrat je šlo predvsem za zdravljenje domačih živali. Zdaj, kako viri znanja, odkot so se pravzaprav, kako so se izobraževali ti naši homeopati? Torej, te, ki so recimo zdravniki, ki so študirali recimo na Dunaju, so se tudi tam lahko kaj naučili, sicer so se lahko podučili iz raznih priročnikov. Potem sem videla, da so nekateri homeopati so bili naročeni na časopise homeopatskih društev iz Nemčije, iz Avstrije. Znanja so si tudi nekako širili med sabo. Skratka, bilo je več teh načinov pridobivanja znanja o homeopatiji. No, in zdaj bi pa za začetek bi vam predstavila nekaj kirurgov in pa zdravnikov, ki so do druge svetovne vojne, za katere se ve, da so delovali na območju današnje Slovenije. Torej, Franc Šukljič, on je bil kirurg in živel je v Sevnici, ko je imel, mislim, da 36 let, je imel strašne težave, imel je hude glavobole in epileptične napade. In noben od tedanjih zdravnikov, kirurgov mu ni znal pomagati. Potem ga je pa baron Anton Moškon z gradu Pišece na Bizelskem, ga je nagovoril, da naj se pa on obrne na Hahnemana, ker menda, da je bil ta baron Anton Moškon prijatelj s Hahnemanom in dejansko je potem tale Šukljič prebiral Hahnemanove knjige, se takrat jih je bilo še bolj malo, ne vem, sigurno je prečital Organon, ki je bil za materijo mediko že ne vem več. No, ampak v glavnem, on je potem najprej pozdravil sebe in na osnovi teh lastnih izkušenj je potem začel že leta 1817 s pomočjo homeopatije zdraviti tudi druge na Štajerskem in Koroškem. Na Kranjskem. No, potem en tak znan kirurg, homeopat je bil tudi Josip Kos. On je v Ljubljani deloval kot kirurg in porodničar in je kljub nezadovoljstvu večine zdravnikov takrat pri svojem delu uporabljal tudi homeopatijo. In leta 1849 je v časopisu Ilirisches Blatt objavil serijo člankov o homeopatskem zdravljenju kolere. In ta Kos je, v nekih virih sem našla, da je bil tudi član avstrijskega homeopatskega društva, ki je pa takrat že obstajalo. No, tole je pa Josip Mader. On je bil tak zelo znamenit homeopatski zdravnik v Ljubljani, bil je pa zasebni zdravnik, seveda, zdravil je predvsem take bolj, kaj se reče, premožne in znane Ljubljančane, tako da med drugim je zdravil recimo Frana Levstika, potem Metelka, skratka je bil tak zelo znan. No, si ga je pa privoščil tudi Prešeren, namreč oba sta bila zagledana v isto, kaj bi rekla, gospodično, ki je bila precej mlajša od tega Madra, sicer na koncu sta se poročila in tam v
od Železne ceste najdemo tam, kjer reče Prešeren, jaz pa iz domačih starcev si moža zvolila bom, imel bo ko peska denarcev, mene varoval bo in dom. Skratka, to leti na tega Madra. No, potem pa je bil v bistvu homeopat, je bil pa tudi njegov sin. To je bil pa tale Ivan Janez Madar. Tako od začetka sem imela kar malo težav, preden sem sploh ugotovila, da gre za dva Madra, ker v časopisih piše samo, ne vem, doktor Madar in potem včasih sploh, od začetka sploh nisem vedela, da gre za dve osebi. Skratka, tale njegov sin Madar, on je bil najbolj željen zdravnik v Ljubljani v svojem času, veljal je pa tudi za najbolj ne samo najbolj iskanega zdravnika, ampak je bil tudi precej premožen, je pa veliko tega svojega denarja dajal v razne dobrodelne namene in velja tudi za ustanovnega člana Zdravniškega bralnega društva v Ljubljani. To je predhodnica Slovenskega zdravniškega društva in pa bil je tudi ustanovni član Zdravniške zbornice za Kranjsko, to je pa pač današnja Zdravniška zbornica Slovenije. No, potem, če gremo naprej. Tole je pa še lekarnica, ki jo hranijo v Narodnem muzeju Slovenije. In tam piše samo, da je to homeopatska lekarna dr. Madra, tako da ne vem, od katerega Madra je, od očeta ali od sina. Pa verjetno je bila ta, predvidevam, potovalna lekarnica, taka lekarnica za sabo nositi, ker če sta bila ona dva, ki sta bila res homeopatska zdravnika, sta morala imeti precej večje lekarne doma za pač vse svoje potrebe. No, potem se pa zdajle malo vračamo v Škofjo Loko. Torej, vem, da imate v Škofji Loki homeopatinjo, ampak ona ni prva homeopatinja v Škofji Loki. Prvi homeopat je bil pravzaprav Anton Janez Grbac. On je izhajal iz zdravniške družine v Škofji Loki. Bil je nekaj časa okrajni kirurg v Škofji Loki, potem je kot zdravnik deloval v Škofji Loki in okolici do leta 1872, menda je bil tak zelo ugleden meščan in med letoma 68 in 70 je bil tudi župan Škofje Loke. Da je zdravil s pomočjo homeopatije, priča na primer tale oglas iz leta 1860. Pa našla sem tudi podatek, da je te revnejše sloje oziroma revne bolnike da zdravil brezplačno. Potem, če gremo naprej, tole je Štefan Kočevar, on je bil pač tudi zdravnik in sicer je deloval predvsem v Celju, pa nekaj časa v Celju, nekaj časa v Podčetrtku. Tudi on je bil med ljudmi zelo priljubljen, predvsem med bolniki seveda. Številni so se vračali k njemu oziroma ga prosili za pomoč potem, ko drugi zdravniki niso jim mogli pomagati. In tudi on je v bistvu revne ljudi zdravil brezplačno in jim je tudi dajal brezplačna zdravila. Je pa bil pripadnik ilirizma in je bil na primer zelo dober prijatelj s Stankom Vurnikom in je tudi Vurnika zdravil s pomočjo homeopatije. Potem nekaj takih homeopatov je bilo tudi v Mariboru. Tukaj je primer enega kirurga Franca Zemljiča. Žal od vseh nisem našla fotografij, tako da imam samo podatke. On je bil v Mariborskem predmestju, je imel homeopatsko lekarno in je tudi zdravil ljudi. Potem je Pavel Varavn, ta je bil en tak zelo zanimiv homeopat, živel je v tej hiši, ne vem, če še stoji, ta fotografija je že malo starejša. V glavnem, on je v to hišo so prihajali k njemu v bistvu bolniki iz cele Dolenjske, z Hrvaške, skratka imel je zelo širok krog bolnikov, ki so hodili k njemu. In je bil tudi najbolj sloveči homeopat na Dolenjskem.
Je pa bilo tako, da je bil brez otrok, zato je v bistvu pred svojo smrtjo se odločil, da bo ves denar, ki ga je imel, da ga bo namenil za revnejše študente, ki bodo šli na Dunaj študirati medicino. Ampak pogoj pa je bil, da se poleg medicine izobrazijo tudi glede homeopatije. In v bistvu, to je ta razpis štipendije, vidite tukaj, in sicer je ta sklad je deloval od leta 1882 do leta 1916. No, potem so bili še, v Vidmu pri Krškem je živel zdravnik Nučič Josip, ki je skrbel za pač bolnike z tega območja, so ga pa menda včasih klicali tudi k bolnikom z Kranjske, z Hrvaške, skratka, te, ki so bili zelo dobri homeopati, so imeli tako geografsko zelo širok krog uporabnikov. Potem tukajle je pa primer doktorja Velkarja. On je, mislim, da je medicino študiral v Pragi, potem se je vrnil v Maribor in glejte, ta oglas je iz leta 1936, kar pomeni, da je on in med njegovimi, kaj bi rekla, med tem, kaj vse ponuja, je tudi homeopatija. Skratka, še leta 1936 so bili zdravniki, ki so prakticirali tudi homeopatijo. Potem, recimo Anton Brecelj, on je bil zelo pač znan zdravnik. Leta 1922 je prišel v Ljubljano in v Ljubljani je deloval kot zasebni zdravnik za notranje in otroške bolezni. In leta 1937 je v Zdravniškem vestniku, se pravi, to je revija zdravniška, je pisal o uspešnem zdravljenju enih otrok v Ljubljani, za Bežigradom, v Fondovkah, ne vem, če kdo pozna se vse. Skratka, tam je on zdravil ene otroke, ki so imeli neke infekcijske nalezljive bolezni in vneta grla in je v objavu, pač kako jih je s temi homeopatskimi zdravili zelo uspešno pozdravil. Potem pa imamo še Roberta Neubauerja. Prav tako za njega sicer ne vem, če je homeopatijo prakticiral, to moram najprej povedati, je pa leta 1938 prav tako v Zdravniškem vestniku napisal recenzijo ene francoske knjige o homeopatiji. Tako da iz pač tega njegovega zapisa se vidi, da je poznal homeopatijo, ne vemo pa, če je jo tudi prakticiral, ker on je bil pač kar pomembna oseba, on je pač bil začetnik zdravilišča za tuberkulozo na Golniku, potem po drugi svetovni vojni je delal za Rdeči križ, za Svetovno zdravstveno organizacijo v Ženevi, bil je profesor medicine na fakulteti, skratka, spravno, ne vem pa, če je tudi prakticiral homeopatijo. Potem je pa Max Kremžar, on je pa bil zdravnik, ki je delal v Domžalah, torej zanj tudi ne vem, a je samo teoretično, bom rekla, raziskoval homeopatijo ali je tudi prakticiral, je pa v reviji Življenje in svet objavil leta 1935 je objavil eno serijo člankov o homeopatiji, tako da neka znanja je zagotovo imel. No, zdaj pa iz kirurgov in zdravnikov prestopimo še na dve zanimivi plemkinji, ki sta bili zelo znani homeopatini. Torej, tukaj je Adelma Vaj. Adelma Vaj, ona se je v Slovenijo oziroma v Slovenske Konjice se je preselila leta 1867, tam sta z možem kupila posestvo in je potem do svoje smrti
leta 1925 živela v Slovenskih Konjicah. Ona je zanimiva predvsem zato, ker ona je bila, kaj bi rekla, najbolj znana in cenjena spiritistka v svojem času in je bila tako svetovno znana. In zanimivo je, ona piše v svojih spominih, kako se je ona srečala s homeopatijo. Ona ni ne vem, prebirala priročnikov in tako naprej, ampak menda je bila to njena prva metoda, s katero je začela zdraviti. To se je zgodilo pa tako, da jo je. Ona je bila takrat še mlada in se še niči zavedala vseh svojih sposobnosti, tako piše. In jo je nek zdravnik, ki je bil tudi očitno homeopat, pa magnetist, se ni mogel odločiti, katera zdravila naj da nekemu svojemu pacientu in je prosil Adelmo, če lahko ona kot spiritistka poprosi duha Hahnemana, lejte, zdaj si lahko mislimo o tem, kar hočemo, jaz sam povem, kaj ona je napisala. Skratka, če ga lahko zaprosi, da on pove, katera zdravila naj bi dali temu dotičnemu bolniku in Adelma piše, da je ona z njim vzpostavila stik, on je povedal, katera zdravila naj dajo temu in je ta pacient zelo lepo ozdravel in potem je v bistvu tudi Adelma si kupila neko tako homeopatsko lekarno in je začela tudi ona potem zdraviti. Zdaj, za to ne piše zdaj več, a je vsakič vprašala duha Hahnemana, katero zdravilo naj da, ali se je tudi že sama toliko naučila, no, ampak iz njenih zapiskov se vidi, da je sama uporabljala homeopatijo in tudi druge je zdravila. Paciente je imela tako rekoč iz vsega sveta, tako da je potem tudi v pismih pač pošiljala homeopatska zdravila in pa tudi nekatere take pripomočke za zdravljenje s pomočjo magnetizma po celem svetu. To je zdaj Adelma. Potem je bila pa še ena zanimiva gospa oziroma grofica, to je bila pa Marija Vambold. Ona je pa živela na gradu Hmelnik, ne vem, če se peljete proti Novemu mestu, se vidi, tako gor se je zdaj že malo v ruševinah ta grad, ampak ona se je prav tako leta 1876 se z možem priselila na grad Hmelnik in ta njen zvezek pacientov priča o njenem zdravljenju in sicer je ta dnevnik iz obdobja 1906-1913 in se vidi, da je v bistvu zdravila predvsem dolenjske kmete. Zakaj so hodili k njej? Zdravniki so bili verjetno predaleč, verjetno niso imeli denarja za zdravnike. Skratka, ona jih je pa zdravila brezplačno, tako da je bil kar okoli gradu, tako kar precej vasi, ki jih je pač iz katerih so ljudje prihajali k njej. In zanimivo je, da je poleg ljudi je zdravila tudi njihove prašiče. Zakaj? Prašiči so bili v teh dolenjskih kmetijah, so bili pa zelo pomembni, kar so jih pač redili, prodali in tako. Skratka, tako da ona je bila specializirana, kar se domačih živali tiče za prašiče. No, in v tem dnevniku njenem so tudi zapisi o prašičih, kakšne težave so imeli, kakšno zdravilo jim je dala in tako. No, potem so bili pa seveda še, kaj bi rekla temu, razni taki drugi homeopati, no. Jih je bilo veliko, mislim, če bi vam hotela vse predstaviti, bi bili tukaj kar dolg, tako da zdaj samo nekaj primerov. Recimo en tak je tale Jakob Košak. On je živel v Kronovem pri Beli cerkvi, bil je sicer mlinar, pa veleposestnik, pa bil je tudi nekaj časa župan. In najprej sem se čudila, pa kako lahko en kmet, ki ne zna nemško, kako se lahko ukvarja s homeopatijo. Ampak pa se je izkazalo, da poznam njegovo, kaj to prav, ne vem, neko daljno sorodnico, ki mi je potem pokazala njegov homeopatski priročnik in je tudi rekla, da je on znal nemško. Tako da on je tudi zdravil ljudi in pa domače živali in je tudi zdravil brezplačno. Potem so bili pa še, na primer, v Draškovcu na Dolenjskem je deloval Ferdinand Trenc, on je sicer študiral medicino na Dunaju, pa je potem kot faliran študent
nadaljeval na Dolenjskem s homeopatijo. Potem, na primer, v Prekmurju je bil Pavel Lutar, on je bil v bistvu učitelj, ampak se je potem enkrat v življenju odločil, da bo pa zdaj se ukvarjal samo še s homeopatijo, pa da bo pisal in je bil pač potem tudi homeopat. No? Potem, na primer, tole je pa Elizabeta Peharc, ona je pa živela v Tržiču in je menda znala s pomočjo homeopatije pomagati pri marsikateri bolezni. Sicer je bila pa ona lastnica Fužin, pa obrtnica in pa ustanovila je prvo zasebno dekliško šolo in pa prvo javno knjižnico v Tržiču. Tako, to je zdaj samo nekaj primerov. No. Zdaj pa bi šli na duhovnike. Duhovnikov je bilo pa zelo, zelo veliko duhovnikov praktično po celi Sloveniji. Tle so sam imena nekterih, zdaj že dolgo nisem štela, koliko imam evidentiranih, ampak zdaj jih je že verjetno čez 60, ne vem, bi jih mogla vse še enkrat prešteti. Skratka, številni duhovniki so se res ukvarjali s homeopatijo. Zdaj, razlogi, zakaj so se ukvarjali, so bili nekoliko različni, vsekakor je bila pa osnova njihova izobrazba, ravno prvič zaradi teh priročnikov, ki so bili večinoma v nemškem jeziku. Potem pa nekateri so se recimo začeli ukvarjati s homeopatijo, ker so imeli sami neke težave in so si s homeopatijo pomagali in so potem začeli zdraviti čez svoje farane. Potem nekateri so se pa menda samo zato lotili homeopatije, da bi lahko pomagali drugim, tako da razlogi so nekoliko različni, ampak res bilo jih je neverjetno veliko. No? Tako da zdaj, če začnemo spet z enim, ki je bil tudi tukaj v vaših koncih. Torej, Ivan Sušnik je bil kaplan in župnik v Selcah nad Škofjo Loko in je bil tak zelo znan homeopat. Potem, ko je bil že upokojen, je sicer živel ko so ljudje prihajali ob nedeljah k maši, so se potem še ustavili pri njemu, mu razložili o svojih težavah in on jim je pač dajal svoja homeopatska zdravila in tudi sicer menda zdravstvene nasvete. Tako da je bil za to okolje pač en tak zelo pomemben homeopat. Potem je bil pa tudi Janez Majnik, on je pa bil homeopat, pa zelo znan sadjar, je pa živel pač v zadnjem delu svojega, kaj bi rekla, poklica je živel pač v Žireh, no, in je bil tudi znan in je pomagal ljudem. Potem je pa Peter Hitzinger, ki pa ga zdaj jaz imam, 7, 8. No, tale Peter Hitzinger je pa kot lokalni kurat deloval v Podlipi pri Vrhniki, kasneje kot župnik in dekan v Postojni in tudi on je bil zelo znan po zdravljenju s homeopatijo. Potem recimo v Vipavski dolini na Primorskem, v kraju Šempas, je živel tale Blazij Griča. On je imel sicer tudi sam neke težave, mislim, da je imel revmo, tako da je sam sebe zdravil s pomočjo homeopatije, ampak je bil zelo menda uspešen homeopat in so tudi k njemu hodili iz raznih koncev. Skratka, on je veljal za enega najbolj znanih homeopatov na Goriškem. Potem je pa Rafael Klemenčič. No, že prej, ko sem govorila, da sem našla v frančiškanskem samostanu precej teh homeopatskih učbenikov. V številnih učbenikih je pač ta štampilka od patra Rafaela Klemenčiča, tako da očitno je bil on, predvsem on tisti, ki se je v samostanu v Novem mestu ukvarjal s homeopatijo, je pa imel priročnike v nemščini, v francoščini, skratka, kar velikih je ohranjenih. No?
Potem znan homeopat je bil tudi Simon Peharc. On je bil nekaj časa stolni vikar v Ljubljani, župnik in dekan na Bledu in pa župnik v Šentrupertu. Potem je bil v Beli krajini, je bil zelo znan homeopat Daniel Terček. Tukaj naj izpostavim, da je imel zelo pomembno vlogo v času kolere. Namreč takrat je on kot kaplan je služboval v Črnomlju in je s pomočjo homeopatije brezplačno zdravil ljudi in menda tudi z uspehom, menda da so ti homeopati, ki so zdravili kolero, da so bili kar precej uspešni. Včasih menda je tudi sodelovali s kakšnimi lokalnimi zdravniki, tako da je bil pač ta Daniel Terček zelo priljubljen med ljudmi zaradi pomoči, ki jo je nudil. No, potem tukaj je pa še Baltazar Bartol. On je služboval po raznih krajih. No, potem, ko se je upokojil, je pa živel na Spodnjem Brniku in menda so takrat tudi k njemu prihajali številni bolniki s Kranjske, s Primorske, Štajerske, menda celo tudi s Hrvaške. In tudi on je bil eden od tistih, ki je zdravil tudi domače živali. Potem pa še na primer Matej Slekovec, on je pa večino svojega dela opravljal tam okoli Ptuja, Štajerska, skratka ta konc. In nekje je opisan nek primer, kako so ga poklicali k nekemu dečku, ker so mislili, da bo ta deček umrl. In ko je on prišel tja, je pa on v bistvu videl, da ima fant davico. In on je prišel že pač, da pač mu da poslednje maziljenje, no, ampak on ga je potem menda s homeopatijo rešil in je fant ozdravel. Zdaj se pravim, teh duhovnikov je še zelo veliko zgodb, ampak ne moramo. Zdaj pa bi še malo vam predstavila vlogo homeopatije pri slovenskih misionarjih. Tudi slovenski misionarji so si pomagali s homeopatijo in sicer so jo uporabljali pri lastnih težavah, nekateri so pa tudi zdravili ljudi v okoljih, v katerih so bili. No, tukajle je zdaj najprej vidimo Ignacija Knobleharja. Ignacij Knoblehar je pač kot misionar delal v Afriki, v Sudanu. In v Sudanu je bil od leta 1848 do 1857. On je bil tudi eden od tistih, ki je iskal izvir Nila in je potem potoval po Afriki. Skratka, ko je šel leta 1853 na eno tako odpravo, je na poti zbolel in se je menda pač tako piše v svojih zapiskih, se je pozdravil s pomočjo homeopatije. No, manj uspešno pa je bilo zdravljenje mrzlice, ki jo je leta 1855 v Afriki staknil misionar Jože Lapa. On se najprej zdravi s homeopatijo, pa s kininom, ampak ni pomagal. No, da so bila homeopatska zdravila tudi v začetku 20. stoletja pomembna za te afriške misijone, pa dokazuje seznam predmetov iz leta 1908, kjer so v Afriko misijone poleg, bogoslužnega orodja, monštranc in tako naprej, poslali tudi 2 homeopatski hišni lekarni. Potem je en tak zanimiv homeopat je bil Franc Pirc. On je kot misionar je deloval med indijanskimi skupinami v Michiganu in pa v Minnesoti. On jim je, seveda poleg tega, da jih je spreobračal v veri, jim je pomagal tudi pri njihovih zdravstvenih težavah in Lawrence Lautižar, ki je šel z njim pač med te indijanske skupine, poroča, da je
pač Pirc zelo tudi s pomočjo homeopatije zdravil te skupine indijancev v Minnesoti. In ko se je leta 1864 se je Pirc za en krajši čas vrnil v Ljubljano in takrat je tudi tukaj se oskrbel s homeopatskimi zdravili in je šel potem z njimi spet v Ameriko. No in takrat se mu je na tej poti pridružil tudi tale Jožef Buh, ki je bil tudi tako znan homeopat in je pomagal sebi in drugim. No, zdaj pa, da ovržemo še trditev, da so se prvič homeopatska zdravila v naših lekarnah pojavila leta 2011. No, bom začela s tole. Skratka, vidite, da ste imeli že v Škofji Loki, ste lahko kupili homeopatska zdravila že vsaj leta 1895, pač to je oglas iz tega leta v Slovencu. No, sicer so lahko začeli v lekarnah na območju današnje Slovenije prodajati homeopatska zdravila leta 1837, ker predtem je bila homeopatija za nekaj časa prepovedana in tudi zdravil niso smeli prodajati. Po tem času so pa pravzaprav v vseh večjih krajih po celi Sloveniji so bile lekarne, kjer so ponekod samo prodajali homeopatska zdravila, bile so pa tudi prav homeopatske lekarne, kjer so ta zdravila tudi izdelovali. Zdaj pač vam bom sam tako ene par oglasov pokazala za dobiti občutek. Recimo v Krškem so leta 1958 že prodajali homeopatska zdravila v lekarni. Potem tukaj v Ljubljani je bilo več takih lekarn, boste pol še kasneje videli, pač v enih so jih prodajali, so bile pa tudi take, kjer so jih tudi izdelovali. Tukaj je primer recimo Bergmanove lekarne iz leta 1935 in kot vidite, tudi če leta 1935 so oni prodajali homeopatska zdravila. Potem v Ljubljani sta bili vsaj dve homeopatski lekarni, kjer so tudi izdelovali homeopatska zdravila. Torej, tole je lekarna, ki je danes centralna lekarna v Ljubljani, tukaj na sredi je zdaj Prešernov spomenik, tukaj ga še ni bilo. Skratka, tukaj je bila lekarna, kjer so izdelovali tudi homeopatska zdravila. Potem zelo taka znana lekarna je bila tudi ob mestni hiši. Danes je nek lokal, je zdaj not, ne vem točno kjer. Skratka, in to je bila tudi lekarna, kjer so izdelovali različne vrste zdravil in tudi jih pakirali ker so bile različne, ne vem, v lekarnice, ne vem, za zdravljenje živali, potovalne lekarnice, skratka. In zanimivo, ne, tele vidimo, oni še leta 1938 se še vedno oglašujejo kot homeopatska lekarna. Skratka, zgleda, da tja, tako rekoč, do druge svetovne vojne je bila homeopatija kar precej prisotna, čeprav mislim pa, da večji pomen je pa imela bolj tja do prve svetovne vojne, predvsem zaradi pomanjkanja zdravnikov, pomanjkanja veterinarjev, ampak se je očitno ohranila. Moram pa povedati, da še zdaj ne vem čisto dobro, zakaj je po drugi svetovni vojni nekako za nekaj časa zginila. No, to, da so pa lahko, torej, večina pač, bom rekla, ljudje so si kupovali zdravila v lekarnah, tisti, ki so bili pa zdravniki homeopati, pa kirurgi homeopati, so pa lahko sami delali doma zdravila, s tem, da so morali izvorno tekočino so morali kupiti v lekarni, potem so pa lahko sami, ne vem, kako se temu reče, informirali, ne vem točno, ali tle kakšen homeopat, ki ve, kako se temu reče, ne vem, skratka, no, so potem, in je to izkoristil France Schumi, ki ga sicer poznamo kot izdelovalca sladkarij, ne, in je začel delati te tako imenovane prazne kroglice, ki so jih potem kirurgi in zdravniki homeopati napolnili, ne vem, kako bi temu rekla. Kako? Nafilali, v redu. Zdaj, če pač pogledamo, kakšen je kdo,
kakšen je bil pravzaprav pomen homeopatije, ne? Torej, eni so jo uporabljali kot eno tako metodo samozdravljenja. Menda je bilo predvsem recimo plemiških družin, ki so živele na podeželju, pa so imele doma svoje neke male lekarnice za lastno rabo. Potem homeopatija je bila pomembna za prebivalce pač v takih bolj odročnih vaseh. Potem nekateri so se pa obračali tudi na te bolj znane homeopate, na zdravnike itak, ampak tudi na nekatere laične znane homeopate, potem, ko so pravzaprav izčrpali vse možnosti tedanje uradne medicine in kar, če ni bilo uspeha, so se potem nekateri tudi obrnili. Skratka, nekaterim je bila homeopatija kot prva metoda zdravljenja, nekaterim pa šele potem, ko so izčrpali vse možnosti. No, in kot sem že omenila, je imela homeopatija pomembno vlogo v času epidemij kolere. Tole je na primer Matevž Gradišek, Faust. On je v bistvu, ko je na Kranjskem leta 1836 izbruhnila epidemija kolere, je on menda zdravil 220 bolnikov s kolero in od vseh teh naj bi jih umrlo samo 5. Glejte, jaz zdaj ne vem, ali je to relevanten podatek ali ni, tako je pač zapisan, ampak tudi glede na druge homeopate, ki so včasih tudi v sodelovanju z zdravniki zdravili kolero, očitno so bili neki uspehi. No, potem pa imamo pa potem še kaj bi rekla, uporabnike homeopatije, ki so pa privrženci homeopatije in se zdravijo predvsem, mogoče težko rečemo samo, ampak je homeopatija ta njihova najbolj zaželjen način zdravljenja. To je bilo na primer značilno za metelčičarje, ne? In si jih je potem privoščil France Prešeren v temule zapisu, ne. Potem, skratka, metelčica je bila v rabi od leta 1825 do 1833 in ko ni bila več v rabi, si jih je Prešeren privoščil, da rečem s tem zabavljivim napisom. Potem pa med metelčičarji je bil zelo znan tudi Blaž Potočnik. On je bil tudi sam homeopat. Na koncu svoje, kaj bi rekla, službene poti je deloval kot župnik v Šentvidu pri Ljubljani in je tudi s pomočjo homeopatije zdravil kar veliko ljudi. No in tudi njemu je Prešeren namenil zabavljiv napis, ker je menda, skratka, to je to, no. Zdaj, to je zdaj nekako en oris, no, bom rekla, kaj se je dogajalo s homeopatijo pri nas do druge svetovne vojne. Zdaj, kot pravim, po drugi svetovni vojni je nekam poniknila, ne vem še kam, pa da bom, ali je bila kakšna taka zakonodaja, ne vem, nisem še uspela tega odkriti. Se je pa potem seveda ponovno pojavila v 80. letih 20. stoletja v okviru tako imenovane alternativne, komplementarne medicine, ampak takrat se nekako nismo zavedali, ne, da ima pravzaprav pri nas že tako tradicijo. Tako da eden od prvih teh homeopatov je bil Tomaž Hribernik, ki je deloval v Preddvoru. Potem je bilo leta 1992 je bilo ustanovljeno Slovensko homeopatsko društvo. Potem kasneje je šlo pa še v te sekcije. Leta 1994 je bila ustanovljena sekcija za homeopatijo pri Slovenskem farmacevtskem društvu. Potem 2007 Slovensko veterinarsko homeopatsko društvo. Skratka, nekako je homeopatija spet oživela, no, pa mislim, da je kar nekaj zanimanja spet zanjo, no. Zdaj, kaj pa vem, kaj bi vam še kaj povedala. Mogoče, ne vem, zdravila, a veste, kakšna so, ne vem. Zdravila so pač iz različnih, lahko so
ne vem, iz mineralov, iz rastlin, živalskega izvora. Je pa zanimivo, kako testirajo ta zdravila, ne. V bistvu testirajo nova zdravila, torej sam Hahnemann, mislim, da je okoli 100 zdravil testiral za časa svojega življenja in on je bil tudi zastopnik tega, da se daje samo eno zdravilo, čeprav recimo ravno pri tej Adele Mivaje je pa priporočil 2 zdravili, tako da ne vem. Skratka, ta zdravila testirajo tako, da dajo v bistvu, testirajo jih zdravimi ljudmi. Zdravim ljudem dajo, ne vem, neko zdravilo in potem si te ljudje zapisujejo oziroma sledijo, kateri simptomi se jim pojavljajo. In potem v bistvu pri bolnih ljudeh te iste simptome zdravijo pač s temi zdravili, ki so jih zdravila povzročila pri zdravih ljudeh. No, v tem je razlika, ne, med homeopatijo pa alopatijo. Ja, ne vem, jaz bi mogoče zdaj zaključila, ker ste rekla na 3/4 ure, da lahko govorim. Zdaj pa, če ima kdo kakšna vprašanja, ja. Mogoče kje zasvetili, kje so se pa ti homeopati, ki so delovali na Slovenskem, izobraževali, ali Ja, torej tako, nekateri, predvsem ti homeopati, zdravniki pa kirurgi, sem našla zapise, da so bili nekateri člani avstrijskega homeopatskega društva. Potem za enega duhovnika sem našla podatek, da je bil član nekega nemškega homeopatskega društva. Potem sem našla tudi neke zapise, da so nekateri te, predvsem kirurgi pa zdravniki, so bili naročniki prav homeopatskih revij, nemških homeopatskih združenj, tako da pa verjetno tudi ti, ki so pa študirali na Dunaju, recimo, ne, pa predvidevam, da so se tudi tam morali še dodatno kaj s homeopatijo seznaniti. Pa verjetno so tudi kakšne priročnike imeli, ker obstajali so priročniki za zdravnike, pa posebej priročniki za tako domačo uporabo, da rečem, ne, za pač ljudi, ki so bili tako, pač res za domačo rabo, no. Tako da je bilo nekaj teh možnih načinov pridobivanja izobrazbe. Ja. Vsa ta izobrazba je bila v bistvu neformalna. Ja, mislim, ne vem sicer, kako je bilo s temi, ki so recimo študirali na Dunaju. Tam vemo, da so bila tudi neka izobraževanja prav za homeopate. Tako da možno, in tudi recimo to, kar je imel ta Varavn, ne, ki je imel štipendije, ampak pod pogojem, da so poleg študija medicine, da so se morali še seznaniti s homeopatijo. Tako da predvidevam, da tisti, ki so morda na Dunaju, pa tudi v Pragi, recimo, je bila homeopatija, tako da očitno so bila še neka izobraževanja taka bolj specializirana za homeopatijo, ja. Medtem, ko pač te laični homeopati so pa predvsem prek teh raznih priročnikov se naučeno, ja. Izvolite. Prihajam iz Kamnika. V Kamniku frančiškanskega samostana imamo eno knjigo, ki jo je napisal 1560 Baltazar Bauhin. On je napisal, bil sicer anatomij, odkril eno zaklopko na meji tankega in širokega črevesa. No. Njegova knjiga, ki je pri naši kamniški frančiškanski knjižnici ostane, je pa uporaba, napis lazura in opis delovanja. 1560. Ja, ta vam je na voljo, če hočete pogledati. Drugo vprašanje pa je, a ste v svoji analizi duhovnikov, ki so ukvarjali s homeopatijo, naleteli na Valentina Staniča. Jo, bi mogla to pogledati, ko imam toliko dolg seznam. Ampak si ga bom napisala, pa bom preverila doma. Če smem, ne? On je 1484. Čakaj, sam da jaz tujičnik najdem, sam majčkan. Ste rekel Valentin Stanič? Valentin Stanič, ja, Primorske. On je študiral medicino v Somnogradu. In v epidemiji črnih kost je tam videl, da zdravniki cepijo ljudi po tem modernem takrat sistemu z obnojkom
črnih koz z enega pacijenta na drugega pacijenta. On, ki je prišel domov v Tolmin, je poslal enega fanta na Solnograd, da so ga cepili, potem pa je z njegovim gnojem, iz njegove gnojne rane z trnom od vrtnice cepil do 1000 otrok in jih imuniziral proti črnim. Ja, je bil ta homeopatski, bom rekla, način. Ja. No, lahko samo še dodam, da naprimer tudi Franc Pirc med Indijanci, ki so imeli črne koze, jih je tudi cepil. No, to je pa Kamončan, ne? Franc Pirc, ki se je ukvarjal z sajenjem dreves, iz Pešk, šel je v Minnesoto in Minnesota se imenuje po njem Pirctown. On na svoje mesto, Kamončan na svoje mesto v Minnesoti. In svoj spomenik, nastaja knjiga, skoraj več kot 500 strani o njegovem življenju v Ameriki. To je bilo izdana zdaj lansko leto, smo več predstavili. No jaz tuno poznam prejšnjo, ki jo je kaj... Je bila Nataša, Ja, ki jo je napisal, zdaj se ne moram spomniti avtorja, ampak kjer omenja tudi, da je v svojih pismih omenjal homeopatijo in tako, Tako, A mogoče veste, kaj je bil najbolj pomemben preparat tistega homeopatskega? Kjer je bil ta preparat, ki se ga uporabljali? Najbolj pomemben? No, ali pa najbolj pogost. Ja, to pa jaz ne bi vedela. Si mislil to skušati? A vi mogoče veste, ne vem. Jaz sem sicer zdravnik. Kirurg, ne? Vi omenjate zdravnike pa kirurge, ne? Ja, no, glede na izobrazbo, ne? Eni so pač končali te kirurške, ne vem jaz. V tistem času so bili kirurgi, drugi so bili pa mestni fiziki. No se upravičujem, Ki se je ukvarjal s področjem interne medicine, homeopatija, kirurgi smo bili pa druga varianta. Ampak tukaj jaz nisem bolj na kirurge glede na izobrazbo, ne? Se to gre po izobrazbi? Ker so končali pač te neke malo nižje, kako bi rekla, šole. Nisem pa, bom rekla, jaz sem se bolj zgodovino ukvarjala, tako da se upravičujem, če sem imela kakšno napačno terminologijo. No, pri koleri, ne, je bilo pa takole, jaz vem, za naš kamniško področje sem mekinski samostani bil v času Prve svetovne vojne v bistvu lazaret za bolnike s kolero. In so tam tudi, to je bilo doba pred antibiotiki, in so preizkušali razne zdravila. In imamo ob tem samostanu tudi pokopališče 110 vojakov iz Prve svetovne vojne, ki so največ umrli za kolero. Zaradi kolere. Tako da so v tem obdobju, veste, je tudi, ste slišali verjetno za enega dunajskega kirurga Billerota. To je Billerot 1, Billerot 2 operacija na želodcu. No in on je, zato so bile potem take, kot zdaj, da so bile take zgodbe. Billerot je objavil, da ima pri svoji resekciji, se pravi, zmanjšanju želodca zaradi krvavitve, uspehe, ne vem kakšnega procenta. In so mu to priznali. Pa šele potem so videli, da je on izbral samo žensko populacijo in ne moške, ker ženska populacija pa po svoji naturi bolj odporna na izgubo krvi kot moška populacija. A veste? Tako da so, no, za tega Billerota, tako ste rekli, zdravljati za ston, pa zdravljati, ne za ston, pa to, ne. Ta Billerot je ravno tako rekel, enega z monarhije operiral in so mu rekli, gospod, kako sem pa lahko zahvalimo za to vašo operacijo, ki je uspela. A vam smel ponuditi plemiški naslov ali pa 1000 zlatih kron nagrade. Kaj je tako isto kaj? Ne eno, ne drugo, ampak običajen honorar 2000 zlatih kron. Toliko iz Kamnika. Hvala. Razpodamo, da pridete v Kamnik, pa si pogledate to knjigo o tem 1560, kaj je že, v Alkinju. Pa jaz jo sicer ne znam brati, ker nisem pač koliko v tej pisavi, to tudi jaz ne bom znala. Pa je, da smo zdaj pred odkritjem, da bo znal ChatGPT prebrati vse te stare knjige in bomo potem lahko v nam znanem jeziku brali. Ja, super. Še mogoče kakšno vprašanje?
Ali pa bi kdo rad Mogoče samo rekla, prehajam gradove. Vse imamo lekarniški muzej in na tem muzeju so razstavljene tudi homeopatske kroglice iz Levstikove lekarne v Ljubljani. Iz Levstikove? Ja, če kdaj obiskali. Ja. Z veseljem. Je tudi eden od dokazov, da je homeopatija v Sloveniji že kar muzej nazaj. Hvala. In da ima tradicijo, ja. Ja. Bi pa mogoče na vaš vprašanje, kateri je bil nabor zdravil. Hahnemann jih je 100 preizkusov in mislim, da ta obseg kar se prenaša naprej, da so, ne bom videla točen procent, koliko, ampak so še danes najbolj uporabni. Ja, ampak vseh pa mislim, da je... Ja, še zdaj je takih najbolj pogostih najbolj večkrat uporabljenih, ne? 180 pa 100 in takih grejo največ. Ampak homeopatija, se je zapila, v vašem muzeju imate, mislim, da imate knjigo ali imate samo eno stranko o ličenju. Poznate? Ne spomnim se. Prosim? Perzijski, 998 umrl 1026, pa ne vem, tu nekje, na prelomu tisočletja, on je že v tej perzijski medicini uporabljal podobne sisteme. En tak zapis je v njihovem muzeju, samo da se ne spomnim takšno. Ja, tako da je zanimiv muzej. Ja, si mislim, ja. Saj imam že nekaj časa v načrtu, pa mi še ni uspel, žal. Zelo fino, če so javna lastnika, da kaj povedi. Ja, tako, ja. Ali pa več nekoga včerko, da ne razloži stvari. In mislim, da je danes sobota pa nedelja čokoladna radovnica. Pa zdravljamo svojo zekijo. Pa mogoče eno novo zdravilo testiramo. Ja. Čokolado. Pa smo povedali, da se v bistvu v homeopatiji rabi razrečevanje substance. 10-krat, 100-krat, 1000-krat, in ta razrečevanje te substance imajo terapevtski učinek, ki je lahko predvidljiv, ni pa zanesljiv. Ja, pa zanimivo je, da bolj, ko je to razrečen, močnejše ne bi delovalo zdravilo, to je čist nelogično nam, ampak tako menda deluje, ja. Ja, sam je pa ena zanimiva stvar, da ne samo ličenje, ampak tudi stresanje. Pa še stresanje, ja, seveda. Zdaj se potem potenciranje. Potenciranje, ja. In stresanje, potenciranje. Razrečevanje si znamo razložiti, tresenje si pa ne znamo razložiti. Je pa dejstvo, da se homeopatija uporabljala v časih, ko ni bilo sodne odgovornosti za pacienta. Ja, jaz sicer moram reči, da sem našla, mislim, da nekje na Goriškem ali nekje sta dva zdravnika prav sodno preganjala enega homeopata. Zdaj se ne spomnim detajlov, ampak tako, da je moral prav na sodišče se zagovarjati, ampak je nekako prepričal sodišče, da ni naredil nič narobe, da s temi zdravili ni škodoval bolnikom. Skratka, so imeli številni homeopati, predvsem te laični, tudi kar precej težav zaradi ukvarjanja s homeopatijo in sicer tako strani cerkve, ker so bili oni le del in pa tudi teh civilnih oblasti, da rečem, pa zdravnikov, pa lekarnarjev. Skratka, so jih kar tudi preganjali, ja. Znam, da ljubljanski zdravnik je bil Lipič, Ja, on je imel težave. Je pa šlo tukaj, mislim, da še za tisto obdobje pred letom 37, ko je bila homeopatija za nekaj časa prepovedana. Ja, vem, on je bil takrat, poznam, to. Več bi se jaz njeni res najlep zahvalila za tako zanimivo predavanje. Zahvaljujem.